Jaz sledim glasbo, kar upam pač v mojem času. Moj čas je zelo limitiran, poleg igranja in učenja sledim raznovrstne stile glasbe, ampak ne zadosti. V času mojih 40 let, tukaj obletnice, glasba se spreminja z dneva v dan, prihajajo nove generacije, prihajajo recimo nove stare ideje ven v glasbi, govorim seveda o kreativni glasbi, v pop in ostalih se ne bom vtikal, ker ni pač moj teren. Nove šole, ki so zadnja leta v tujini tudi prišle na dan, recimo konservatoriji, ki so vzeli pod okrilje jazz glasbo, recimo v Italiji, Franciji, Nizozemski in tako dalje, so dali nove glasbenike, nove generacije ven, ne. Se je spremenilo, mislim, jezikovno, stilistično, več na podlagi tehnike, inštrumentov, sam pa za moje uho pač primanjkuje v tej glasbi, recimo kreativni glasbi, za moj okus primanjkuje določene stvari, kot so izpovedni koncept bluesa, spiritualnosti, čutim, da take nove generacije se oddaljujejo od teh esencialnih dobrin, kjer so v preteklosti glasbeniki zapustili, recimo v jazzu, ne. Ampak kaj čemo, pač stvari grejo naprej in včasih določene skupine oziroma projekti me veselijo, sam pa se bolj nagibam k glasbenikom, tistim, ki so naredili kilometrine, in kadar zaslišim en zvok od določenih instrumentov, vidim, da ta zvok je zelo zrel, ima dosti za povedati, in tako da rezultati novih generacij si bo šele izvedelo čez, ne vem, toliko let, ne. Moji glasbeni nazori so se spreminjali in še se spreminjajo konstantno. Od leta, recimo, ko sem živel v tujini dosti časa, recimo v Barceloni sem igral s tako imenovani žarnsko jazz glasbo, bebop recimo, ampak že takrat moja nagnjenost k drugačnosti in raznolikosti se je takoj pokazala, ker sem vstopil nekako v stik s poezijo in nekako že v Barceloni nekako improviziral na Garcijo Lorco. Potem vsako mesto, kjer sem bil, Lizbona mi je dala drugi način mišljenja o glasbi, Amsterdam pa absolutno me je spremenil največ v moji glasbeni poti, kjer sem imel srečo, da sem med 82 in 92 doživel to katarzo kreativnosti v najvišjem nivoju, kar se tiče demokracije v glasbi, svobode. In po letu 92 sem prišel tukaj v Slovenijo in absolutno sem takoj skočil našo zgodovino poetov od Kosovela, kjer sem posvetil 6 CD-jev, naravi našim ljudem, torej dojetja, kje živimo, kje smo in tako dalje. In s tem sem se tudi paralelno razvival v glasbi, ker sem bil na večjih terenih glasbe. Absolutno za preživetje sem mogel pač uporabiti klasični jazz, recimo, ampak z igranjem večinoma v tujini, in sem tudi paralelno sem tudi sam boril se za tiste, ker moje telo je pač moj in moje srce mi je dalo zagona. Tako da zmeraj z glasbo in z okolico, kjer ti bivaš, ti dajo nove elemente za kreiranje tvojih idej.
Če bi živel v New Yorku, bi bilo seveda drugače. Če bi živel ne vem kje v Oslu, v Skandinaviji, bi bilo drugače. Glasbeniki, tisti, ki jih jaz poznam, so zelo osredotočeni na okolje, kjer živijo. In Slovenija mene v tem primeru, absolutno v tej moji državi, pač mi je dala to možnost naših velikanov obravnavati, od Kosovela naprej, Gradnika, in naša narava, in to za mene je še zmeraj v tem trenutku prioriteta do zadnjega izdiha.